Bo mesec april tisti, ki se bomo najraje skrili ali pa vendarle prinaša neke priložnosti, takšne in drugačne. Danes v svoji družbi hvaležno pozdravljam Darja Furek, področje metafizike, astrologija in psihoterapija, Jimmy in pa področje numerologije, Lili, znova pravkar iz Ekvadorja in znova pravkar kmalu v odhajanju nazaj na Ekvador. In evo ga, mesec april, zdaj... Jaz sem se tukaj fajn počutila, ko sem brala vaše napovedi, da sem rekla, kaj pa, če ne bi posneli energije tega meseca. Kaj, če bi jih tokrat preskočili? Ja, a veš, kaj pa, a ne? A veš, to je ono vprašanje, a boš, da veš, ali boš, da rej ne veš, a ne? Samo ni boš, da veš, da razumeš, zakaj se neke stvari dogajajo in tako naprej. Se soočiš. Ja. In zrasteš iz tega. Torej, ta mesec bo mantra, ne, nisem jaz, cel svet je šel v... Maloro. Tako? Ne, sej ni tako lih, ne. Ampak ja, zdaj smo res na preizkušnji, ne. Ognjeni zmaj, mesec april. Ognjeni zmaj je mistik, ki je doma v palači srca. In zdaj bomo res imeli priložnost, da resnično razkrijemo in odpremo svoje srce. Iskreno pomeni to, kar smo. Vse se bo videlo. Ognjeni zmaj tudi predstavlja nebeško mrežo, ene vrste ujetosti. Kaže se kot karmične ujetosti, čudni odnosi, čudni zapleti med ljudmi, kar neki problemi, ki si jih sami delamo. Pozorni rabimo biti na nesreče, recimo lahko je več nesreč, napetih odnosov, agresije, v glavnem podpis napeto. Podpis napeto? Ja. Ok. Astrologija pa misli, da bo čist drugača, ne? Bo zelo zanimiv mesec. Sezona mrkov se začenja. V astrologiji mrki so zelo pomembni. Mrk odpira in sočasno zapira določena vrata, ne? Določen ciklus se končuje, sočasno se pa odpira. Ampak, da malo olepšam ta mesec, 11. aprila je mogoče eden najbolj prijetnih, najbolj benefičnih datumov. Sonce in Jupiter prihajata skupaj, plešeta v ovnu in je to mogoče eden od najboljših, najbolj srečnih momentov v celem letu, ne. Se pravi, na eni strani imamo zelo veliko napetosti. Z druge strani pa imamo zelo protutež, ki nam daje ta Jupiter Sonce. Tako da bo en tak miks, zelo naelektreno bo, zelo razburljivo bo, ampak bo sočasno dobre prilike, da nekaj dokončamo in sočasno začnemo nov ciklus. Tako da bi jaz rekel, da je april zelo dobra priložnost. Ok, priložnost. Priložnost. No, sej, tako si moramo narediti, ne, če hočemo preživeti. Hočem, mi hoteli ali ne. Krasno, se pravi, Darja pravi, da bo na 5 mesec. Ampak se strinjam z Jimmyjem. Jimmy pravi, da bo na 6. Jaz pravim na 7. Ne, ti boš pa na 4, ne, 4. mesec. A ja, ti bi zdaj, da jaz to malo korak nazaj naredim, prej, če bo vse bo v redu. Ja, ne, jaz bi, da ti zdaj poveš nam ta štirka, ne, se pravi, 4. mesec, mesec april, ne. Tako, v letu 7, pridemo potem na 2. Mi se že lahko skrijemo, ampak kaj, ko sami sebe sabo vzamemo, kamorkoli gremo. Tako da v bistvu, tako kot je tudi Darja rekla, stvari bodo zelo prihajale na plano, kar je super priložnost, da sploh vidimo, kaj je v naši podzavesti, zakaj odreagiramo tako, kot odreagiramo. Mogoče tudi, da druge lažje razumemo, kakor je mogoče slišati napeto, pa turbulentno, pa tako naprej, ampak je v bistvu čas raziskovanja, bi jaz rekla. Dajmo mogoče tako obrniti zgodbo. Ampak 4 v letu 7, 4 pa 7 sta harmonična? Ja. Se pravi, vse te stvari, ki jih zdaj ozaveščamo, so namenjene zdravljenju, so namenjene resnici, so namenjene temu, da se pač soočimo s stvarmi. Niso več, bom rekla, ali olepšane, ali zakrinkane, ni več te škandalozne energije, ki je vse, oh my god, pa kar omedlet, pa tako naprej. Se pravi, nekega pretiravanja ne bo, neke drame ne bo. Velikokrat smo v preteklosti opozarjali, domišljija nam lahko nagaja, lahko pretiravamo. Tega ne bo, neka zdrava kmečka pamet naj bi se nam znova obudila.
Ampak mi je zanimivo, recimo zadnje dni marca sem tudi sama osebno zaključila z škandalom prek interneta o pitju kave in o babyčinu, kjer sem pa vendarle videla dobro zgodbo o tem, da so ljudje začeli razmišljati, zakaj sploh pijejo kavo, kakšen je podzavestni vzorec. Se bomo ukvarjali s podzavestjo v tem mesecu? Definitivno. To je začetek, ne? V bistvu zmaj, ne? Če se spomnimo lanskega aprila, ko je tudi bil mesec zmaja, ne? Ko sta se srečala Jupiter pa Neptun. In smo rekli, to bo zdaj seme nove dobe, duhovna digitalna revolucija. Tukaj se bo začelo dogajati. Letošnji mesec maj, april, pardon, pogledamo nazaj, kaj je bilo takrat, ne? In tukaj bomo zdaj imeli res soočanje, veliko bo te domišljije, veliko bo energije, želeli se bomo družiti, želeli se bomo pokazati vse, ampak bo še veliko vir, ker nam bo podzavest nagajala. In to je res pravi mesec, da se mi soočimo z njo, da pogledamo vanjo in da čustveno dozorimo, ker veliko teh podzavestnih vzorcev nam dela štalo v življenju na vseh področjih. Se pravi, to je tako simpel, kakor, ne vem, v primeru tega mojega škandala, da se vprašaš, veliko žensk se vpraša, zakaj sploh pijem kavo? In potem so ene odkrili, zaradi prebave, pa so videli, da jim čaj isto naredi. Ene so ugotovile, zaradi tega, ker nočem biti črna ovca, ker vsi ostali to počnejo. Se pravi, da neke stvari, ki so nam samoumevne, da jih postavimo pod vprašanje, je to? Definitivno, ker kava kot ritual, to je nekaj čisto vsakdanjega, ne? In ljudje smo se uklonili nekim navadam in se ne sprašujemo več, kaj te navade za nas sploh pomenijo in zakaj to sploh počnemo. In ko se enkrat ustavimo in gremo globlje, kakšen je vzorec od zadaj, kakšen strah je od zadaj, kakšna nevarnost, rituali nam dajo neko varnost, pa fajn diši, pa lahko se umirimo in imamo feeling, zdaj se bomo umirili, kavo spili, ampak kaj nam naredi kava? Nabije nam nadledvično železo, kortizol, adrenalin, kontra in se začnemo izčrpavati. In nam izčrpa Se pravi, naša podzavest ima to povezano, in je povezana na ugodje, je povezana na nekaj drugega. Jimmy, zapisal si meni najlepši stavek v tem mesecu. Ta mesec zberite svoj pogum in glejte samo tukaj in zdaj. Ta mesec se v bistvu vsi meseci poudarjajo odnose, ampak april pa še posebej vzpostavlja, poudarja. Prvo imamo polno luno v tehnici, potem imamo sončni mrk v ovnu. To je relacija tehnica-oven in to ponavadi razmerje med kako poskrbeti zase in sočasno biti v soglasju z drugim. In odnosi bojo zdaj temeljna tema tega meseca, oziroma to, kar bomo zdaj aprila postavili, se bo reflektiralo let pa pol naprej. V tem mesecu se bojo mogoče določeni odnosi razpadli, eni odnosi bojo pa znova regenerirali. Tisti odnosi, ki imajo trdno osnovo, bojo osveženi, ampak zdaj prihaja res pretres. Ogromno treba zdaj delati na odnosu, ker je to zelo dobra prilika, žal pa stari nefunkcionalni odnosi definitivno bojo zdaj propadli in to bo pri mnogih ljudeh ustvarili stres. Da bi to preživeli, da bi bili opolnomočeni, definitivno se moramo navaditi, je imperativ biti tukaj in zdaj, ker to je edino zavetišče, iz katerega lahko se soočimo zelo veliko lekcijo aprila. Jimmy, govorila bova še o polni luni, pa še kaj o mrkih, o tem smislu. Lili, Jimmy je to nekako lepo načel. Tudi meni se včasih zgodi in mislim, da vsem ženskam, da pride do nekega trenutka,
ki ga v bistvu pol kar projiciramo, na zmeri je tako bilo, zmeri to bo, Posploševanje, kar neka črna luknja, v katero dejansko noter padeš. Kaj ti vidiš, kateri je tisti notranji moment, ki ga moramo dati čez ali pa moramo dojeti v tem mesecu, da nam bo lažje z vsemi izzivi, ki pač očitno so in bojo. Ja. Da so za nas dobri ti izzivi. Saj vem, da je utrujajoče. Vsak mesec posebej govorimo, delamo na sebi, ozaveščamo in tako naprej, ampak mogoče, če se za trenutek ustavimo, pa samo pogledamo, koliko smo se že naučili. Kakšno osebo smo bili ne samo lansko leto aprila, ampak 10 let nazaj. Kjer stvari mogoče so nas motile, pa smo jih presegli, ker se pa bo zelo kazalo aprila, je pa jeza do sebe. Se pravi, jaz sem rekla pač, rast, osebna rast, duhovna rast, ti trenutki naj ne bodo poligon za jezo do sebe. Zelo zlahka pademo v občutke krivde, sploh ženske, zlahka pademo v ta občutek, nisem dosti dober naredil, mogo bi že znati vse, kadarkoli v življenju so nam povedali, da je narobe z nami. Če govorimo o naši podzavesti, ki bruha na prano, kaj v naši podzavesti? Vse, kar nam je kadarkoli nekdo povedal. Marsikatere tehnike, marsikateri nauki učijo celo, da je v naši podzavesti zapisano vse iz prejšnjih življenj. Kaj vse so nam v prejšnjem življenju povedali, da je narobe z nami? Se pravi, marsikdaj se bodo pojavili trenutki, se bodo pojavili občutki, ki mogoče ne bodo dajali občutka, da so povezani z nami. Zato je ta tukaj in zdaj tako ključnega pomena. Če sem jaz tukaj in sedaj, se obadam s seboj, se obadam s tem trenutkom tukaj, ne s tem, kaj je rekla tu Vršica 20 let nazaj, ko so bile tudi, bom rekla, družbene norme, prepričanja, navade drugačne. Tako da pač ta trenutek ujeti, preden ratamo jezni nase, preden se začnemo kriviti, ker je zelo velika razlika med tem, da nekaj ozavestimo, prepoznamo, predelamo, ali to, da zdaj najdemo nek trenutek, ko pa tudi mi smo podaljšek tega kritika, ki je mogoče tuj. Super. In ko smo že ravno pri tem, to je tudi tisti mesec, ko se velikokrat agresivno podamo na hujšanje, da smo vsak dan hujši, sploh po veliki noči pride nekako do tega. In to smo letos nekako želeli preprečiti na ta način, da smo pripravili eksperiment vitkanja. In sicer za samo dober mesec pa pol smo nekaj kandidatk postavili na program vitkanja. To je program zdrave izgube telesne teže z podzavestnimi vzorci, da se odprejo, da se sprostijo in tako naprej. Se pravi, čisto holistična zadeva. In že po mesecu pa pol neverjetni rezultati. Mindset se jim je spremenil, način delovanja, gledanja na hrano, kaj so počele, kaj so delale, bile so torej na programu vitkanje. In to je bil eksperiment vitkanja zato, da vi vidite, kaj se da narediti recimo v mesecu pa pol, brez drastičnih številk v sami izgubi, ampak z mindsetom. In tudi, kar se tiče osvoboditev telesa, od parazitov, od vseh teh toksinov, ame, kot ji pravijo v ajurvedi, v tem času, ker zdaj je čas torej za to. Tako da preglejte paket vitkanja, ki je samo fizični del tega paketa. Poglejte cel protokol vitkanja, kajti v tem mesecu sprejmemo tudi nekaj ljudi brez kamer, čisto na individualno pot, ki bo trajala torej 6 tednov in to je 6 tednov, da se postavijo temelji potem za celo življenje, ker to ni neka sezonska zadeva taka ali drugačna. Darja, zdaj v tem času imamo do maja teh 100 dni, ko ženska energija je na višku, je tista, ki se manifestira, je tista, s katero dejansko lahko ženska kreira, naredi neko vizijo in jo tudi manifestira v tem smislu. Zakaj je najbolj pametno, da je v mesecu aprilu uporabi? Predvsem tisto ustvarjalnost, ki jo bo osrečila, ki da zdravo mero veselja, ampak tudi pri veselju rabimo biti malo pozorni, kako ga izražamo, ker pretirano veselje nas lahko tudi zmatra. In ko si omenila recimo velika noč, boginja je oster, estrogen, višek plodnosti, ustvarjalnosti. Ženske se rabimo v tem času povezovati, predvsem pa biti sproščene v duhu. Ne na silo, ne delovati z moško energijo, dajmo zdaj, ampak ustvariti prostor, da bo vse, kar prihaja na plano, lahko zdravo raslo in to podpreti, tako v zunanjem svetu, kot v sebi. In kot si prej omenila, hrana. Ja, mesec april je odličen, prvič, da se vrtovi se itak začnejo pripravljati, potem odličen je, da spremenimo prehrano,
stare navade, stare datoteke zbrišemo in nadomestimo z novimi. Vse to nas bo zdaj zelo, zelo podprlo. Tako da prehranjevanje na vseh nivojih, bi rekla, te ženske energije. Je super, no, pa jaz enkrat povabim, da z mano malo gobelin delate, to je moj nov hobi. No, odlično. Ja, to je moj nov hobi, gobelini. Sprošča, ne? Super. Greš v stran od vseh problemov. Super, super. Zadnjič sem si ga vzela zraven med snemanja, sem se zaprla, pa sem delala, ja, fajn je, gobelin je res. Ja. Ja, sicer me ljudje vidijo kot starka ujeta v ženskem telesu, pa skuram spat, pa to, ampak meni je fajn. Tu se pomladiš v bistvu. Ja, Jimmy, tale polna luna 6. si rekel? Polna luna 6. je zelo pomembna, potem tale mrk. Vmes bo ta zelo močna konjunkcija, zelo pozitivna konjunkcija med Jupitrom in Soncem. Moramo pa tudi poudariti, zdaj, ko je že Darja govorila o ženski energiji, da zdaj Venera potem 11. aprila tudi prihaja v dvojčka. Tebi je dvojček zelo znan. To bo zelo igriva energija, ne? Iz te skrbne energije, ko je bila Venera v Raku, zdaj prihaja bolj igrivo, sicer malo bolj nestanovitno, ampak še vedno razigrano. In tukaj imamo nekaj mentalnih energij. Venera bo v dvojčku, luna bo polna, močna luna v tehnici, to se pravi, ta mentalno-zračni element bo poudarjeno, to se pravi, je zelo dobro, da veliko stvari naredimo na komunikacijski ravni, ne? Še posebej zaradi tega mrka, kar poudarja, da zelo direktno, zelo previdno in zelo prizemljeno komuniciramo. Zakaj? Ker je Merkur zdaj tudi v biku, ne? Merkur v biku zahteva tisto, kar je Darja tudi prej govorila, prehrana, prehranjevanje, ampak kakšna komunikacija, prizemljena, konkretna in preudarna komunikacija. Še posebej, ker Merkur konec meseca prihaja v svojo retrogradno spet. Ja, ker ravno tukaj berem. 21. prihaja v retrogradno gibanje in bomo morali biti nekje pozorni do 15. maja oziroma spet pogodbe, projekti tam nekje od 20. do 25. maja spet se bo začela cela zadeva. Se pravi, do 21. je potem treba utrditi, podpisati. Vse, kar imamo zdaj, treba dokončati oziroma pospešiti, potem prihajamo en period, to se pravi nekje od sredi aprila oziroma 21. aprila, pa tam nekje do drugi polovica maja, ne? Bo en tak zaspan mesec, bo en tak umirjen mesec, v katerem moramo vse rekapitulirati zadeve, ne? In zaradi tega do 21. svetujem, da na polno se dokončujejo vsi projekti, kar se lahko končujejo, ne? Ali pa začenjajo kar lahko, ampak ta retrogradnost bo majčkeno malo zaustavila in nam bo dala malo prilike, da vse skupaj malo pogledamo, kaj se do zdaj zgodilo, ker tudi Pluton prihaja zdaj retrograden 1. maja, ne? In vse skupaj bo zahtevalo od nas, da majčkeno pogledamo, kaj smo naredili v 5 mesecih, ne? Da bi lahko spet zagnali v naslednjo drugo polovico leta. Darja nam bo zaupala tudi, da je to mesec, ki bi lahko bili malo bolj radodarni. Lili, kakšni pa ti misliš, da bi lahko bili v tem mesecu bolj nežni do sebe? Predvsem to, pa iskreni do sebe. Še enkrat se bom naslonila na to jezo. Ne biti jezni na tiste plati ali pa razočarani nad seboj. Vsi se še učimo. Nobeden izmed nas še ne sedi na roza oblaku, ne špilamo harfe, pa verjetno bi nam bilo dolgčas, če bi to počeli. Se pravi, vsi smo tukaj še vedno na svoji poti rasti, lekcij, karme, učenja, pa tudi lepih trenutkov, da ne bo zdaj zvenelo, da bo vse samo slabo. Počas pa z ljubeznijo torej. Tako. Odlično. Darja, ti pa praviš, dobrodelni dajmo biti, ne? Dobronamerni in dobrota, radodarnost. Bodimo kot sonce, sejmo, odsevajmo svetlobo predvsem. Odsevajmo svetlobo kot topli žarki in grejmo druge in sebe in svet bo lepši.
Krasno, krasno. Evo, če ste zamudili kakšen del energij meseca aprila 2023, potem preverite na klepetobkavi.si, črno na belem boste imeli vse zapisano, kako, kaj, kako in na kakšen način. Sicer pa v temu mesecu tudi teden brez bolečin. Ja, definitivno pomembna tema, ki traja torej v tistem tednu pred svetovnim dnevom zdravja. Tukaj vam bomo podelili na kakšen način, kaj bolečine sploh sporočajo in na kakšen način se jih lahko brez vseh teh zadev, ki mogoče niso najboljše za nas, kar se tega tiče. Sicer pa zares velik poudarek tukaj v temu mesecu in podpora, ki vam jo nudimo, je pri zdravi izgube telesne teže, ki ni samo telesna teža, ampak so tudi stari vzorci, zastala prepričanja, morebitni se skrivamo za to maščobo, ker je nekaj drugega, pred čim se torej skrivamo. Skratka, en tak malo bolj holističen pogled na vse to, kajti to je področje, kjer je zelo, zelo veliko agresije in slabih zadev, ki lahko poškodujejo hormone na dolgi rok. Tako da dajte se lotiti z glavo in s srcem.